V Novi Gorici dvoboj dveh moštev, ki točke letos še nimata. Gorica je z 2 danima goloma na zadnjem mestu, medtem ko je ekipa Radomelj zabila že 5 golov, a vseeno ostala brez ene same točke. Prva akcija tekme za Novogoričane že v 2. minuti. Poskušal je Širok, a na koncu zgrešil vrata gostujočega vratarja Drakoviča. Še ena akcija Primorcev, predložek pred vrata na pravem mestu. Drakovič meril je Majcen. In nato najlepša akcija prvega polčasa, žoga pred vrata. Potem še enkrat pred gol, vrhunec pa je zgrešil veliko priložnost in streljal mimo vrat. Do konca prvega polčasa še nekaj obetavnih poskusov. Z ogromne razdalje je meril Vanin, izkazal se je Drakovič, ki je imel nekaj malega težav. Vrhunec je prestregel žogo in preigraval, na koncu tudi streljal sam po tej samostojni akciji. Žoga pa je končala le v kotu. Prvi polčas golov ni prinesel, v drugem polčasu pa takoj prva akcija že v 1. minuti. Žoga pred vrata Radomelj, na pravem mestu pa se je znašel Majcen in zatresel za 1:0. Prvi gol za Goričane v novem prvenstvu, to pa je bil še njegov 19. gol v prvi ligi Telekom Slovenije. Do konca tekme je bilo še kar nekaj obetavnih akcij. V 20. minuti nadaljevanja je za 2:0 zatresel Vetrih. Podal je Đusdanović, Vetrih pa je podstavil glavo in povišal prednost sinje modrih. V zadnjih 10 minutah pa potop Radomelj, najprej je veliko priložnost zapravil Žigon in potem še ena hitra domiselna akcija Primorcev. Tokrat je po levi potegnil Majcen, Širok pa je zatresel mrežo za 3:0. Drakovič je bil še enkrat več premagan in obetal se je še 5. poraz za novince v ligi. Lepa žoga pred vrata Majcna, Širok pa je imel ogromno časa in prostora za povišanje prednosti. V sodniškem podaljšku še 4. gol v mreži gostujoče ekipe. Majcen je bil spet sam pred vrati in zabil še svoj 2. gol. Na tekmi Drakovič je bil še enkrat več premagan in Gorica je slavila visoko zmago s kar 4:0. Radomlje še vedno brez ene same točke, s 5 porazi, po 4 porazih pa je bila to prva visoka zmaga za Novogoričane. Finalmente per i ragazzi, io sono contento per loro perché hanno raccolto quello che... Najbolj sem zadovoljen zaradi igralcev, ki so se borili in šli v tekmo tako, kot je treba. Na prejšnjih tekmah nismo imeli sreče, danes se je vse skupaj nekoliko obrnilo. Dali smo 4 gole, ampak bolje bi bilo, če bi dali na vseh tekmah enega in zmagali z 1:0, ampak danes smo res dobro izkoriščali priložnosti. Zdaj pa moramo obrniti list in čaka nas tekma z Olimpijo, ki je izjemno močna ekipa. Moramo priti v nek ritem dobrih rezultatov in treba se je dobro pripraviti na tekmo, ki nas čaka v soboto. Pohvale igralcem za to tekmo, ampak to je šele začetek in treba je delati naprej. E proiettati su quella gara lì perché è un'altra gara importante contro una grande squadra. Ja, prvi polčas smo, lahko rečemo, odigrali solidno oziroma dobro. Nismo dali kakšnih velikih priložnosti Gorici, bili smo organizirani, disciplinirani, tudi nismo delali kakšnih velikih napak. Na drugi strani smo tudi prišli do svojih nekih 2 priložnosti, s katerih bi tudi lahko zaključili z golom. Vendar s prvim polčasom smo lahko res zadovoljni. V drugem polčasu se je pa že takoj na začetku zgodila pač taka napaka iz ene dolge žoge, ki leti 40 metrov, 50 metrov. Iz polovice Gorice dobimo neumen, naiven gol in potem se normalno ponavljale zadeve, da smo v drugem polčasu, no moram reči, da smo padli fizično, ampak ponavljale so se te individualne napake, kajti drugi gol je zopet iz prekinitve, pomeni zopet iz individualne napake, ko igralec ne pokriva igralca in nasprotnik ostane sam pred vrati. Tretji zadetek, zopet izgubljena žoga, individualna napaka, iz katere potem z eno podajo pridejo pred gol in zaključijo. Da ne govorimo o četrtmu, ko je zopet žoga leti in jo ima naš igralec na nogi, vendar ne odreagira tako, kot mora, ampak hoče na eleganten način in se zgodi napaka in dobimo še 4. gol. Ampak to je cena, ki jo plačujemo in da fantje spoznavajo, kaj je prva liga, da v prvi ligi ni heca, da vsaka napaka se hitro kaznuje. Ne morem jim zameriti, kar se tiče organiziranosti in discipline v igri.
v sami hotenju pa želji, ki so jo izkazali, vendar te individualne napake nas, lahko rečem drastične individualne napake, kaj te napake se normalno dogajajo, nas koštajo na koncu takega visokega poraza, s katerim smo seveda vsi razočarani.